Absolutno podpiramo izplačila čim višje neobdavčene božičnice povsod, ker rezultati poslovanja to omogočajo. Višina naj bo rezultat poslovne politike in tudi socialnega dialoga. Božičnica je po definiciji nagrada. Nagrada za dobre rezultate dela in gospodarjenja. Nagrada ne plača. Tudi božičnico za upokojence je treba razumeti kot nagrada za njihovo minulo delo in le delno kot socialni korektiv v primerih, ko je za tiste z nizkimi pokojninami ta lahko višja. Dodatna obvezna izplačila v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko te subjekte zgolj potisnejo preko roba v stečaj ter zaposlenim tako drastično ogrozijo in ne povečajo blaginjo. V javnem sektorju, kjer je vlada nedavno zgolj linearno dvignila plače, je izplačilo božičnic možno in pravično pod podobnimi pogoji kot v gospodarstvu. Takrat torej, kadar ima državna blagajna presežke. In če bo Golobova vlada v okviru predloga zakona o božičnici v javnem sektorju predložila dokazila o pozitivnem stanju v proračunu, bomo tak predlog z velikim veseljem seveda podprli. Če pa božičnica postane obveza povsod, ne glede na stanje v proračunu in bilancah gospodarskih podjetij, pa to seveda ni več božičnica, ampak zgolj nov davek. In spoštovani, v položaju, ko sosednja država, ki nam je še nedavno nazaj gledala v hrbet, beleži 4-krat višjo gospodarsko rast, ko se tja selijo uprave naših podjetij, ko njihova podjetja kupujejo naša, potrebujemo streznitev in ne dodatnega zapravljanja prihodnosti naših otrok. Zato je zdaj čas za klic k razumu in ne za delitev predvolilnih bombončkov.